Kjerkoli in kamorkoli so zgradili železnico, še zlasti na prelomu iz 19. v 20. stoletje, je leta močno vplivala na razvoj krajev, ki jih je povezovala. Železniške proge v Prlekiji in Prekmurju je gradila Avstrija, Ogrska, Stara Jugoslavija in Slovenija. Nedavno tega je luč sveta ugledala publikacija z naslovom 130 let pomurskih železnic, ki jo je predstavila ena od soustvarjalcev Gordana Ševegeš-Lipovšek, arhivska svetovalka Pokrajinskega arhiva Maribor. To publikacijo je izdal Pomurski muzej Murska Sobota. Jaz sem bila ena od avtoric, namreč naš arhiv zelo dobro sodeluje s Pomurskim muzejem Murska Sobota. To naše sodelovanje je že večletno in tako smo se pač tudi odločili, da naredimo to publikacijo, v kateri je 5 strokovnih člankov. In sicer 2 strokovna članka sta o železnicah na drugi strani Mure, torej v Pomurju. Gre za Radgonsko-Ljutomersko železnico, ki je bila prav tako odprta leta 1890 kot Lendavska železnica, ki je povezovala Lendavo in Čakovec. Poleg teh 2 člankov sta pa še 2 o železnicah, in sicer o znameniti Gorički Mariški, kjer je vlak začel voziti leta 1906 oziroma 7, in pa en članek, ki govori o železnici, ki je bila odprta leta 1924 in s katero je v bistvu Prekmurje postalo prvič povezano s preostalim slovenskim prostorom. To je bila železnica med Mursko Soboto, Ljutomerjem in Ormožem. Poleg teh 4 člankov je pa potem v publikaciji tudi strokovni članek Tamare Andrejek, ki je umetnostna zgodovinarka v Pomurskem muzeju v Murski Soboti, ki je analizirala slike slikarja Mesariča, ki je slikal tudi železnice. Na koncu publikacije pa je zelo bogata tudi zbirka fotografij, ki prikazujejo sedanje stanje vseh teh železnic. Z razvojem državne železnice so se vzporedno gradile tudi tako imenovane lokalne železnice, kot je proga Murska Sobota-Hodoš. Tako Soboška kot tudi Lendavska železnica sta spadali k tako imenovanim železnicam lokalnega pomena. Namreč po velikem razmahu gradnje državnih železnic, ki so povezovale velika mesta v sami monarhiji, je pač zelo hitro prišlo tudi do potrebe po nekih manjših železnicah, ker je tudi lokalno prebivalstvo namreč želelo potovati, je trgovalo in podobno, in zato so začele nastajati torej te lokalne železnice. Gradnja teh je bila dosti nižja kot gradnja državnih železnic, potem uporabljali so domač material, na progi so sodelovali oziroma delali domači delavci, in tako so že leta 1891 je Murska Sobota oziroma je bilo uradno potrjeno tudi prvo gradbeno dovoljenje za to železnico, in torej bi se praviloma morala graditi že leta 1891, vendar je pa potem do same izvedbe oziroma do prvega vlaka, ki je končno pričel voziti na tej progi, je minilo celih 25 let. Vmes so bila izdana 4 gradbena dovoljenja z različnimi variantami. Zakaj nikoli ni prišlo do gradnje, je seveda več vzrokov. Eden izmed teh je, na primer, da ni bilo nikoli dovolj denarja za to. Enkrat se je pa zgodilo tudi, da zaradi tega, ker zadnja končna postaja ni bila Sombothej. Namreč vemo, da je Murska Sobota takrat spadala pod železno županijo, in Sombothej torej si je zelo prizadeval, da bi vse te železnice vodile v Sombothej. Poudarjali so, da tudi zaradi tega, da bi pač to tukajšnje vensko prebivalstvo, kot so rekli Slovencem, da bi bolj gravitiralo oziroma da bi večkrat prišlo v stik z madžarskim življem. No, končno potem leta 1906 pride do gradbenega dovoljenja, oziroma 1905 in 1906 se začne prva gradnja. To progo, pravzaprav lokomotivo, ki je vozila po tej železniški progi, so poimenovali Gorička Mariška.
Kako je promet potekal po prvi svetovni vojni, ko je prišlo do združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom? O sami gradnji je ohranjenih zelo malo arhivskih dokumentov, veliko pa lahko izvemo iz takratnega tednika, ki je sajal v Murski Soboti, to je Mura Sombate Žvirjeke. Ta časopis je torej tedensko poročal o tej gradnji in tako že poleti leta 1906 beremo, da na tej progi vozi že prvi vlak, to je Gorička Mariška, oziroma da je to Mariška, lokomotiva Mariška, ki prevaža material. Torej, to je bila lokomotiva Mariška, ki so jo uporabljali ob sami gradnji proge. Kasneje, ko so progo odprli, so to Mariško nadomestili z drugimi lokomotivami, ampak to poimenovanje pa se ohranilo vse do današnjih dni. Leta 1919 je vlak še nekaj časa vozil, nato so popolnoma ukinili promet. V bistvu so hoteli popolnoma ukiniti to progo med Mursko Soboto, Hodošem in dalje na Madžarsko, vendar so, ker so pa v času same gradnje so pa tudi ljudje zelo veliko prispevali k tej gradnji, ker so kupovali delnice in pa tudi dali svoja zemljišča, so potem progo pustili od Murske Sobote do Hodoša, popolnoma pa so jo ukinili na Madžarsko. Namreč takratni okrajni glavar Lipovše Gašper je tudi pisal narodni vladi v Ljubljani. Bal se je, da bi ponovno prišli Madžari z vlakom do Murske Sobote, kar bi potem lahko ponovno zasedli tudi pokrajino, kar se je zgodilo že recimo konec leta 1918, na začetku 1919, ko so bili poskusi, ko je Jurišič uspel zasesti del Prekmurja, vendar so takrat prav po tej železnici so se pripeljali madžarski vojaki in ta upor zadušili. In torej zato so potem celotno progo oziroma povezavo z Madžarsko ukinili. Z Bogom Mariška, to zadnje je slovo. Poslednjič dol z Goričkega me pelješ v Soboto. Tudi končno usodo Goričke Mariške je pojasnila ena od avtoric publikacije Gordana Ševegeš-Lipovšek. Leta 1968 je izvršni svet Socialistične republike Slovenije na eni od svojih sej razpravljal o nerentabilnosti prog v Sloveniji in odločili so se, da se ta proga ukine. V tistem obdobju se je ukinilo kar nekaj prog po Sloveniji, ne samo ta Sobota Hodoš. Recimo tega leta je bila tudi ukinjena proga med Ljutomerom in med Gornjo Radgono. Proga je torej nazadnje Gorička Mariška šla na svojo pot 31. decembra 1968. leta. Danes je železniška proga Murska Sobota-Hodoš modernizirana, posodobljena in elektrificirana. Je trasa proge ista, kot je bila leta 1907, ko je bila zgrajena in predana svojemu namenu? Trasa ni popolnoma enaka, kot je bila pred 100 leti in malce spremenjena in tako je iz te nove trase je izostal tudi ta Stanjevski predor. Ta predor je bil res neka posebnost na tej železnici, tudi njegova gradnja je bila kar zahtevna zaradi tal in zaradi velike količine vode. Stanjevski predor je bil dolg 212 metrov, tudi danes je še, ga najdemo, delno je res je zaraščen in pa tudi podrt sam vase en del. Glede na zelo zanimivo tematiko železniške dediščine bo izdana publikacija zagotovo pritegnila bralce, prebivalce, ki živijo v progi Murska Sobota-Hodoš, ter hkrati obudila spomin na Goričko Mariško, edinstveno, svojevrstno in neponovljivo.